Razstava v galeriji Vžigalica Svet brez nas, zgodbe o dobi nečloveških akterjev je razstava, ki smo jo izvedli v sodelovanju Inštituta za sodobno umetnost Axiomo. Zasnovala pa jo je kustosinja Inke Arens iz Dortmunda, ki vodi Hardware Medien Kunstverein v Dortmundu. Razstava je konceptualno se ukvarja z življenjem umetne inteligence in razmerjem med človekom in umetno inteligenco. Človek je nekako prišel do nekega nivoja, ko ga je tehnologija presegla in več ne kontrolira, kaj se v bistvu dogaja. Ta tehnologija se združuje in brez nadzora v bistvu upravlja naša življenja. Tukaj se v bistvu sprašujemo, v kakšni dobi živimo, ali v dobi, ko mi služimo umetni inteligenci ali umetna inteligenca služi nam. Če razložimo podnaslov avtorice Inke Arens Od tuje snovi do sveta brez nas, se tuja snov nanaša na potencialno inteligentno snov, ki jo je ustvaril človek, a je hkrati radikalno drugačna. Je rezultat naturalizacije tehnoloških artefaktov, okolja, ki jih oblikuje tehnologija, imajo za posledico nove odnose med človekom in strojem. Tehnični objekti, ki so bili prej opredeljeni zgolj kot uporabni predmeti, so postali avtonomni akterji. Njihove sposobnosti za učenje in mreženje vzbujajo dvom o nekoč jasni in prevladujoči ločnici med aktivnim subjektom in pasivnim objektom. Na razstavi Tuja snov je 30 umetnikov predstavilo delo o premikih znotraj tovrstnih struktur moči in zastavilo vprašanje o stanju našega sedanjega okolja oziroma o tem, ali je že prečkalo kritično točko in postalo tuja snov. Umetna inteligenca in digitalni svet v bistvu je bil ustvarjen z strani človeštva, zato da nam v bistvu da služi človeški komoditeti in skozi to komoditeto se tudi dogaja vpliv na naše naravne okolje, ki na nek način je vedno bolj tudi prirejeno temu digitalnemu okolju in kot tako tudi v bistvu vpliva na naravno okolje in ga tudi uničuje. V svetu brez nas bodo ljudi nadomestili stroji, umetno inteligenco bo optimizirala druga umetna inteligenca in algoritme bodo programirali drugi algoritmi, sposobni samostojnega učenja. Tako bo nastal radikalno drugačen postantropocentrični svet, v katerem naj bi se lahko nečloveške življenjske oblike navsezadnje izkazale za bolj prilagodljive od človeka. Za kakšen svet gre, je leta 2014 zapisal Benjamin Bretton. Slabše od tega, da si videti kot sovražnik, je to, da te sploh ne vidijo. Delo Jurija Pettisona Ideal 3.0 je delo o Bitcoin digitalni valuti in tovarni te digitalne valute v Tibetu, in sicer to je kitajska firma HBTC je postavila v kamnolomu v Bitcoin tovarno in delo v galeriji je predstavljeno po eni strani kot dokumentarna pripoved o tej tovarni, po drugi strani pa so prav predmeti, kamni iz te doline,
predstavljeni kot na neke vrste nekem ironičnem vodometu, ki nekako ponazarja kot skulptura to tovarno. Potem imamo Marka Lekyja in njegov hladilnik, ki ima svoje življenje in razmišlja o svojem obstoju. Torej, umetnik razmišlja, kako bi umetna inteligenca hladilnika razmišljala o svojem obstoju. In potem druga dela govorijo tudi o digitalnem svetu in kombinacijo digitalnega sveta in naravnega sveta v kontekstu, da smo ljudje posredno toliko pripomogli temu digitalnemu svetu in digitalizirali svet, da se umetna inteligenca že lahko orientira v tem svetu. Tukaj so tudi projekcije umetne inteligence v obliki mačke, kjer mačka umetne inteligence postane neke vrste mesija in urejevalec prav tako človeškega sveta, boljša alternativa politike. Delo nad mano je delo Nikolasa Magreja in Marije Rostovske, in sicer robotski napovedovalec umetnosti, kjer se na teh ventilatorjih generirajo naslovi morebitnih konceptov umetniških razstav in na nek način uporabljata naključje in kombinacije buzzwordov za te naslove, ki pa morda v prihodnosti ironično bodo pa dejansko neka umetniška dela ali pa neki koncepti s temi zvočnimi naslovi. Delo Suzanne Priester, The Gardener, se ukvarja z izmišljenim likom delavca visokofrekvenčne borze, ki je vzpostavil paralelni svet med borzo in pa med psihoaktivnimi rastlinami. In ta delavec visokofrekvenčne borze s tem, ko je gledal tabele, je doživljal podobne učinke, kot da bi bil na nekih psihotičnih substancah. In te psihotične substance je preko hebrejščine povezal z numeričnimi vrednostmi, ki jih je posredno poiskal tudi v teh borznih oznakah raznih velikih multinacionalk in vzpostavil vzporedni svet med temi psihoaktivnimi substancami in temi multinacionalkami. Tem, da Suzanne Priester govori celotno zgodbo od njegovega prvega spoznanja vse do kako je ta njegova umetnost prišla do uveljave tudi v umetniškem svetu. Recimo delo ima celo enciklopedijo od začetka do konca teh paralelnih nekih odločitev, ki jih sprejema ta umetnik in vplivajo na njegova dela in na to neke obsesivne reakcije teh spoznanj, ki jih potem v neki velikopotezno v bistvu poveže z, lahko bi rekli, temi multinacionalkami, ki kontrolirajo človeški svet dan danes. Umetnika Eva in Franko Mates se z delom Temna vsebina ukvarjata z položajem moderatorjev vsebin, ki kontrolirajo in moderirajo temačne ali pa problematične vsebine na netu, da te vsebine na nek način ne bi slabo učinkovale na uporabnike interneta.
Govori tudi o njihovih odločitvah, katera so bila tista dela, katera so spodbudila njih, da so prenehali opravljati to delo, ker je bilo preobremenilno za njih. Thank you.